Lepo pozdravljeni v naši družbi. Ja, lepa je Slovenija in Slovenija seže, bi lahko rekli, tudi preko naših meja, kajti vsem tam, kjer so Slovenci, tam je Slovenija. In kje je veliko Slovencev? Ja, na avstrijskem Koroškem, naši zamejski sorojaki, tako da današnja tema so zamejski Slovenci, bolj natančno te v Avstriji. Pogovarjali se bomo pa s Katarino Vakovnik-Pajnič, ki je zelo aktivna na področju v Avstriji, vse kar se tiče privabljanja ljudi, turizma, gospodarske povezave in izmenjave, izobraževanja. Skratka, pravi naslov, da nam pove, kaj vse se dogaja na avstrijskem Koroškem, kjer so doma tudi Slovenci. Katarina, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni iz avstrijske Koroške, danes celo praznične. Zakaj? Ker praznujemo praznik svetega Rešnjega duha in ravno sem prišla iz maše, ker sem brala slovensko berilo in slovenski pavšnik. Ker vas vse lepo pozdravljam na slovenski delovni dan. Imenitno. Katarina, ti si zelo aktivna, kar se tiče medmestnega povezovanja, privabljanja turistov, da lahko tudi Slovenci naj pridejo na obisk na avstrijsko Koroško. Kaj vse se da pri vas početi, kaj je zdajle za poletje najbolj aktualno in kaj vse pripravljate? Tako, ja. Tretje leto že vodim projekt povezovanja med avstrijsko Koroško in Slovenijo izključno v slovenskem jeziku, ker sem v vseh letih bivanja tu na avstrijskem Koroškem ugotovila, da Slovenci v Sloveniji premalo vedo o teh vidikih slovenstva na avstrijskem Koroškem. Posebej to opažam med mlajšo generacijo. Delam tu v mednarodni pravni pisarni v Celovcu že 10. leto in sem stalno vsak dan v kontaktu s Slovenci od vseh vetrov. In opažam, da tu tega znanja o slovenstvu, o slovenskih krajih, o slovenskih poimenovanjih med Slovenci dejansko manjka. Zdaj, v mojih časih se spomnim, smo se v šolah precej učili o temu. Jaz sem tudi študirala te tematike na univerzi v Ljubljani, na Filozofski fakulteti. Zdaj pa je to znanje ali malo popustilo v šolah oziroma ni več tega interesa o slovenstvu, o vseh teh globalnih mednarodnih povezavah, v vplivu angleščine med Slovenci in tako naprej. Torej, sedanji cilj je nekako privabiti Slovence, da se ob vstopu na avstrijsko Koroško na meji zavedajo, da tu živimo Slovenci in tu živijo Slovenci od vedno. Se pravi, nismo samo priseljeni. Jaz sem se na avstrijsko Koroško pred približno 15 leti priselila, tu v zavedno slovensko koroško družino, ker je slovenščina bila vedno na prvem mestu in ravno tako povezave s Slovenijo. Ni pa vedno in povsod na Koroškem tako bilo. Torej, moj cilj je, da Slovenci pridete tu, si ogledate slovenske kraje, govorite slovensko, greste v slovenske gostilne, naročite po slovensko, obiščete tu aktivne slovenske koroške kmete, šole in tako dalje. Se pravi, vse v tem mozaiku slovenstva je pri nas to možno. Seveda sem zdaj z zanimanjem opazovala, kdaj se bo odprle meje in Avstrija je nekako postala deloma odprta za Slovence. Seveda pa ni vse gladko in to v Sloveniji vi točno veste, kakšne dokumente in vse potrebujete, da obiščete nas. Vendar je mogoče ena prijava, en test smiseln, če gre tu za preživljanje dopusta, se pravi pravega poletnega dopusta. Imamo tu jezera, hribe, možnosti športnih aktivnosti in tako naprej. Se pravi, malo pogledati preko Slovenije v teh časih korona, ko so daljna potovanja z letalom mogoče še malo otežkočena. To je res. Kaj je pa zdaj recimo najbolj aktualno? Katarina, kaj bi meni svetovala? Ne, jaz imam dekle, imam psa in recimo takole izlet za 3, ne, se pravi za 2 plus kuža, kaj bi bilo primerno? Pa tole gostilne si me takoj mene našla, ne. Tako, kam bi me poslala kot velikega gurmana?
Tako, ja, prav gotovo, tu ste fajn napisali, družinske razmere, to so seveda najbolj važne, ker imate psa, so prav gotovo bolj primerne te destinacije v naravi, v gozdu, soteske, tu je čez Ljubelj, čisto blizu soteska Čepe, v nemščini ste najbrž opazili že napis Čepa Šlucht, prav gotovo tam lahko preživite en dopoldan in potem se odpeljete v Rož, v dolino ob Dravi, tu v Bilčovsu, to je po Selah druga najbolj slovenska občina na celem avstrijskem Koroškem, Bilčovs, v nemščini je to Lutmansdorf, in tu prav gotovo v gostilni lahko spregovorite slovensko. Tako. Ker ti si zelo aktivna tudi na Facebooku, imate tudi Moja Koroška, avstrijska Koroška portal, če se ne motim, ki je zelo dobro obiskan, pa tudi žurnal izdajate enkrat letno ali večkrat letno, ne, če se ne motim. Žurnal Alpe Adria izide že več kot 45 let, točno enkrat letno. Tako. In ga imam ravno tu, če vam ga lahko... Imenitno, kaj da bi vedel, ne? Ja, niste vedeli, ne? In sicer je v petek zvečer izšel iz tiska, ima še čisto vonj po svežih tiskovinah, trojezični žurnal z več kot 100 idejami v našem Alpe Adria prostoru, od avstrijske Koroške, cela Slovenija je tu notri in sever Italije, prav Fornalija, Julijska krajina z slovensko manjšino. Letos sem zelo ponosna, je z nami prvič slovenski Trst, se pravi, ne govori slovensko samo avstrijska Koroška, govori slovensko tudi Trst in lepo vabljeni v vsa zamejska območja. Se pravi, ta izide enkrat letno, naslednjič zopet maja 2022. Na to so, kot ste omenili, portali Avstrijska Koroška, ki jih vodim v slovenščini že 3. leto. In tu je na Facebooku zbranih več kot 6100 sledilcev ravno iz tega območja Alpe Adria, ki iščejo zanimivosti, moje osebne predloge za družinske izlete. Sama imam tudi 2 otroka, se pravi, s temi predlogi se tu gibljemo in lahko najdete ogromno idej za izlete, za obiske in za kontakte sem tudi na voljo. Tudi seveda za slovensko stran delujem na obeh straneh, se pravi za ponudnike na eni strani, ki iščejo svoje goste v Sloveniji, severu Italije in avstrijskem Koroškem, in ravno tako za goste, ki iščejo ideje za izlete. Se pravi, aktivna sem na obeh straneh in vabljeni k sodelovanju. Tako ravno tu se gre za vso to povezovanje, ne? Naj seveda tudi na avstrijski strani so slovenska mesta, slovenske gore, slovenske reke, vse imajo slovenska imena in to bi lahko do bolje spoznali tudi vsi tukaj, ki prihajamo seveda iz Slovenije. Jaz se spomnim, včasih smo veliko več hodili na avstrijsko Koroško, potem pa kar ne vem, zakaj ne. No. Se mi zdi, da v Celovcu sem bil 1-2 leti nazaj in kdor Celovca ne pozna, ga bi moral obiskati, kjer je res tako čudovito mesto, prekrasnih, širokih ulicah, sploh glavni trg je pa, wow, jaz vedno rečem, me tako navdihne. Se zdajle pripravljajo morebiti kakšni festivali na avstrijskem Koroškem, kakšni dogodki, ki jih bi morda lahko obiskali? Glede tega je stanje v bistvu enako, do pred parih tednov nazaj je bilo tu glede korona ukrepov celo strožje kot v Sloveniji. Pri nas so se gostilne odprle šele 19. maja. Do 19. maja je bilo čisto vse zaprto, popolnoma vse. Tako da prireditev raznih kakšnih manjših, zelo v zaprtem krogu praktično ni. Seveda so, da ne bo kdo rekel, da ni aktivnega življenja. Je, naprimer, prejšnji petek sem vodila v Borovljah zaključno prireditev Gradimo mostovi. To je dvojezična kulturna prireditev in mi je bilo striktno rečeno kot voditeljici in prevajalki dogodka, da je ta termin namenjen samo meni in nisem smela objavljati o tem. Se pravi, je bil namenjen samo aktivnim udeležencem dogodka in povabljenih ni bilo. Torej, glede tega stanja je še zelo omejeno na številko, mislim, da je 50. Zdaj pri maši smo imeli zunaj za razdaljo, določeni še vedno v maskah, tako da
Žal takšnih dogodkov ni. Načrtovali smo sedaj junija trojezični, ravno tako tromejni pohod med Kanalsko dolino, Slovenijo in avstrijsko Koroško in smo ga ravno tako prestavili na september. Tako da glede vidika družabnih dogodkov tu ravno vse tako nekako počasi stagnira oziroma se počasi giblje v neko aktivno smer. Zato pa menim, ker je že junij in konec meseca se v Sloveniji začnejo počitnice, da bo to leto, ta poletna sezona še vedno bolj v družinskem krogu, v naravi, z vašim kužkom, z družino, v hribih, jezerih, rekah, še vedno nekako v tem segmentu med turistično aktivnimi delavci in tu na Koroškem in v Sloveniji ne zaznavam, da bi organizirali kakšnih večjih skupin z avtobusi ali kaj podobnega. Nažalost, ne gre še to. Nažalost je tako leto letos, po drugi strani ne pa za vse tiste, ki nimajo radi preveč turistične gneče ali kaj takega, daje to priložnost, da zdaj obiščejo prav take kraje, ki imajo pa ponavadi malce več gneče, pa se jih kdo rajši ogni in bi v čem takem spogovorila takoj po oglasih. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Danes se pogovarjamo preko Skypa s Katarino Vakovnik-Pajnič, ki ve vse, kar je zavedeti o avstrijski Koroški in tudi nasploh, kam vse lahko gremo preko meje, kajti tudi tam živijo Slovenci in tudi tam je Slovenija, da jo lahko bolje spoznamo, sodelujemo in jo obiščemo. Katarina, ponovno lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Zdaj, izpod slovenske zastave, kot vidite. Tako, izpod slovenske zastave. Ne, to pa, da se ve, da nas kličeš iz pravega slovenskega doma. Ne, izobesite tudi za te glavne slovenske praznike kulturne v Avstriji lahko slovensko zastavo zamejski Slovenci? Ja, ni prepovedano. Na lastnem vrtu lahko izobesimo, kar želimo. In odkar je moj sin Gorazd v tej starosti, da je postal zaveden Slovenec, tako Slovenec spravi se slovensko zastavo, kot tudi zaveden koroški Slovenec, pri nas okrog vrta že leta in leta visijo vsaj na dveh koncih velike slovenske zastave. In ko sem včeraj omenila naš pogovor, je rekel: mami, to moraš nujno imeti našo zastavo, tako da to mi je inštaliral malo prej moj sin. Redno kupujemo tudi v obiskih Slovenije, kjerkoli prodajajo takšne zastave. In lahko vam tudi povem, kje se dobijo največje in najboljše v Sloveniji, to je Pošta Slovenije. Tako, no, tudi to se lahko poizve. Drugače sem pa slišal, da v Beljaku je aktivna poseben magazin, revija, ki se v glavnem ukvarja z gospodarstvom in je zdaj odprta tudi za slovenska podjetja, da se lahko predstavljajo avstrijski populaciji, drugim avstrijskim podjetjem, da se naveže še več gospodarskih stikov z našo severno sosedo. Tako, ja, to je revija, magazin Filah in Fokus. Tisti, ki živite blizu Beljaka, najbrž pogosto rečete, da greste v Filah. Sem v zadnjih letih že večkrat doživela, tako da prosim, z veseljem lahko omenite, da greste v Beljak. In to je magazin, ki že okrog 10 let pokriva regijo okrog Beljaka, ki ima okoli 100 tisoč prebivalcev, se pravi, samo ta regija pokriva malo manj kot polovico območja Ljubljane, torej iz prebivalstvenega in gospodarskega vidika je to pomembna regija tu na Koroškem. In kar je še zelo važno, Beljak je čisto čez mejo s Karavank tunela, pridete ven in ste že v Beljaku. In so se lani ravno zaradi tega stanja korona krize odločili, da bodo prvič vključili ponudnike iz Slovenije, torej čisto preko meje, in tu imajo možnost prvič tako slovenski turistični ponudniki, kot tudi gospodarska podjetja, društva, se pravi cel ta gospodarsko-kulturni turistični segment v Sloveniji možnost, da se od jeseni prvič predstavijo tu v Avstriji. In za vse te kontakte za Filah in Fokus v Beljaku sem pristojna jaz in lepo vabljeni k sodelovanju, če menite, da želite privabiti goste iz Avstrije, tudi poslovne partnerje iz Beljaka in iz te regije. Konec koncev vemo, da so Avstrijci glede gospodarskega standarda
za nekje tretjino boljši od Slovenije in imajo tudi boljšo kupno moč, se pravi, zakaj jih ne bi povabili, da se ne peljejo samo preko Slovenije, ko gredo na Hrvaško na morje, ampak ostanejo tudi pri nas in si ogledajo naše bisere. Slovenija ima svetovno znano Postojnsko jamo, ki jo mimogrede številni v Avstriji še vedno na moje veliko začudenje ne poznajo. Nimamo samo 45 km obale, ampak tudi ogromno jezer, rek, hribov, urejenih kolesarskih poti, avtoceste, ki prekrižajo celo Slovenijo v roku parih ur, Panonsko nižino, terme. Se pravi, Slovenija nudi vse, na vrhu je pa tudi slovenska, evropska kulinarika z vsemi priznanji. Tako da tu so še možnosti. Ko sem se preselila v Avstrijo pred več kot 10 leti, sem si mislila, da mogoče je pa ta meja bolj prepustna bila po drugi svetovni vojni, vendar je le precej razdvojila oba naroda in koroški Slovenci so šli v tem svojem gospodarskem, kulturnem in političnem vidiku precej svojo smer v primerjavi s Slovenijo, ki nas je socializem le nekako posebej preoblikoval, da se tako milo izrazim. Ja, zato je pa tako fino slišati, da se trudiš, da zopet povežeš koroške Slovence z rodno Grudo, pa tudi, da se vabi avstrijske množice, naj pridejo, naj okusijo, kaj je to Slovenija, kajti Slovenija je res tako raznolika država in kot si rekla, v dobrih 2 urah smo kjerkoli v Sloveniji in ni ga zlomka, da ne morejo Avstrijci spoznati tudi Slovenije, sploh če grejo na morje na Hrvaško. Ja. In zdaj imamo toliko imenitnih restauracij, naša kulinarika raste. Sej, malce podobna je bila včasih z avstrijsko, nič ne rečem. Kjer štrudel je te boljši? Ta iz avstrijske strani ali ta iz naše strani meje? Vsi trije štrudli so mi najboljši. A tudi italijanski štrudel, ne? Tudi. Štrudel je res med mojimi najljubšimi specialitetami za blejsko kremšnito. No, viš, zdaj sem dobil tak preblisk, mogli bi narediti en tak festival, kar tam nekje na Tromeji, štrudel povezuje. V nekem takem smislu, da se predstavi italijanski štrudel, slovenski štrudel, avstrijski štrudel, da se morda malce tekmuje kot nek stojnice štrudli in da se ljudje mrežijo, povezujejo in predstavljajo. Tako je, pred kratkim je bil v enem avstrijskem časopisu prispevek na podobno temo, ni bil štrudel, so bili pa žlikrofi, se pravi idrijski žlikrofi, ki imajo podobne variante tu na Koroškem, to jim rečejo sirnati krapi, to niso nobene živali, ampak so dejansko posebej stiskani zavitki kot idrijski žlikrofi, s podobno vsebino, skuto z zelišči. In tudi tu je ena taka anekdota, ko sem se preselila sem, je moževa babica rekla: Katarina, če hočeš, da se poročiš na avstrijskem Koroškem, moraš znati sama narediti te zaključke, te čipkast način sirnatih krapov in potem boš naša dobra snaha. Potem boš prava Korošica, si se naučila, je babica, odobravala potem babica tvoje žlikrofe, tvoje krape. Je odobravala, imam prstan na roki. Imenitno, sploh s hrano, to pa takoj zaneti še moje zanimanje in prepričan sem, da je tudi po avstrijskem Koroškem vse tja od Beljaka do Celovca in še naprej mnogo priložnosti, kjer lahko sprobamo odlično slovensko kulinariko na avstrijski strani meje. Tako je. Tudi razlike, ki so med vsemi temi običaji, tudi to je ena izmed mojih tematik, kako nagovarjati slovenske obiskovalce tukaj. Posebej se mi zdi ženske, ker so običaji ob veliki noči, kaj se speče, kako se imenujejo določene priloge. Se pravi, tu nimajo te klasične potice, ampak je pogača po domače, malo drugače jo pripravijo, malo drugače naredijo te file, po domače rečeno. In seveda so to etnološke
kulinarične majhne razlike med Slovenijo in avstrijsko Koroško, ki so zelo zanimive za obiskovalca. Lahko bi tudi organizirali kakšen tečaj za učenje peke koroškega kruha, ki je ta tradicionalen iz ržene moke, se pravi, tu ni tipičen bel kruh kot v Sloveniji, in sem se tega črnega kruha morala počasi privarjati tudi sama, ker je meni bil vedno najboljši bel kruh, in kadar gremo v Slovenijo, vedno nakupimo zaloge belega kruha. Sicer ga imajo tudi seveda bele žemlje in tako, ampak tipično se prodaje, kupuje in je vsak dan črn koroški rženi kruh. Ja, to se pa spomnim, ko sem enkrat peljal, smo šli s prijatelji, zdaj se spomnim, da smo šli v Beljak ali pa v Celovec, in smo se usedli za zajtrk in so prinesli ta črni rženi koroški kruh, ki je morda za tiste, ki ga ne poznamo, malce bolj kiselkast. Skoraj da. In so me fantje prosili, ker niso znali nemško: Luka, prosim, a jih lahko prosiš, če imajo kaj belega kruha, ker mi dva tega žal ne spraviva dol. Jaz sem pa čisto užival v njegovem okusu. Katarina, mogoče še za na konec, kje vse te lahko kontaktirajo ljudje, ki so željni tvojih nasvetov ali možnosti sodelovanja? Mislim, da je najboljše, da na vseh teh kanalih, kjer sem prisotna, vtipkate Avstrijska Koroška. Tu imamo Facebook Avstrijska Koroška, spletno stran lahko vtipkate Avstrijska Koroška, dobite na spletni strani vse informacije o slovenščini, Instagram Avstrijska Koroška, celo na YouTubeu kratke filmčke snemam, ravno tako se pod imenom Avstrijska Koroška, če ne pa pod mojim imenom, in se z veseljem odzovem takoj, ko uspem. Imenitno. Najlepša hvala, da si vzela čas, nas upozorila na to, da tudi preko meje je še vedno Slovenija, kjer je lepo, kjer se govori slovensko, se dobro je in je še veliko za odkriti, in prav tako lahko mi nagovarjamo naše severne sosede, da nas obiščejo, in nadejam se, da ko se zadeve zopet normalizirajo, se lahko organizira kakšen fini festival kulinarični, ki povezuje tako avstrijsko Koroško, Slovenijo, pa še Italijo zraven, da bomo vsi bolj združeni in lepše in boljše in veselo živeli naprej. Super, hvala za povabilo, podpišem vaše besede in lepo vabljeni na avstrijsko, a slovensko Koroško. Srečno. Takole, srečno in se gledamo. No, zdaj pa imamo povsod, kjer se slovensko govori, je definitivno lepo. A veste zakaj? Ja, ker nas razumejo in lahko brez skrbi naročimo ali se informiramo v vsem, kar nas zanima. Hvala lepa, da ste bili z nami in se gledamo.